Tako, malo vse poglej, od njega poglej. Se štima. Da veš kaj, da je mogoče mečkim bolj proti meni stopar. Tako ja. Super. Cool. Može. Gremo? Dobro. Živijo, moje ime je Uršika Bitenc-Herenčič, prihajam iz Ljubljane, stara sem 25 let, po poklicu sem delovna terapevtka, maserka in pa svetovalka za bolj zdrav in aktiven življenjski slog. Veganka sem od leta 2014. Za veganstvo sem slišala prvič v bistvu leta 2013 okoli, ko sem začela z okrevanjem od motenj hranjenja in depresije. V bistvu za vegetarijanstvo sem slišala že prej, ampak nekako si nisem povezala s tem, da bi bil to lahko moj način življenja. Ja, s tem načinom življenja se nekako nisem našla, ker je v bistvu bila okolica toliko močna, ker v bistvu kamorkoli prideš, si soočen z živalsko prehrano. Zdaj že od majhnega, v vrtcu, v šolah, v srednji šoli, na fakulteti, povsod kamorkoli prideš, v bistvu skoraj da več ni hrane, ki ne vsebuje živalskih izdelkov. In nekako sploh ni človek ne pomisli, da pa obstaja tudi kakšno drugačno prehranjevanje. Ja, veganstvo je bila v bistvu meni ena taka rešitev v sili, ker ko je človek bolan, ko v bistvu ne vidiš več rešitve, upanja, da boš sploh kdaj boljš, ker motnje hranjenja so res težke stvari. In pol, ko enkrat začneš brskati in iskati o tej prehrani in najdeš veganstvo, se je meni v bistvu cel svet odprl. Začela sem spet zaupati v to, da je hrana res dobra za človeka, da lahko to jem in bom zdrava in da bom dobro izgledala. Predvsem pa sem se zelo dobro počutila, ko sem enkrat pa začela tako hrano vnašati v telo. Motnje hranjenja so se pri meni začele v bistvu po koncu osnovne šole, ko je bil tisti prehod na srednjo šolo, ko hočeš, ne vem, bolj izgledati, se bolj počutiti. Jaz sem imela zelo take izkušnje, da sem kamorkoli sem prišla, so nekako ljudje našli eno stvar, v katero so se lahko zapičali, da so lahko malo zbodali v mene, ne. In v bistvu jaz sem hotela tisti prehod na srednjo šolo pa narediti tak, da bom jaz dobra, močna in da me bojo sprejeli ljudje, ne. In v bistvu te majhne diete, ki sem hotela shujšati, so se sprevrgle v bistvu v hude motnje, ko te totalno prevzame, kot da nisi več ti. In samo še živiš za to hrano, za športanje, intenzivno športanje, po 2-krat na dan sem šla teč, jedla nisem praktično nič, ne vem, pol jabolka na dan, malo jogurta, takrat, ko sem bila še tudi vse jedka. In enostavno to ni življenje, to je sama ena muka in pri psihiatrih tam večinoma ni bilo pogovora, jaz tam nisem dobila pomoči, ki sem jo rabila, jaz sem dobila tam samo tablete in iz tablete na druge tablete in tako v bistvu so se me malo podajali, dokler pač jaz nisem rekla, zdaj pa to dosti in jaz bom vzela stvari v svoje roke, ne. In začela sem brskati o prehrani, o rešitvah, kako bom jaz to sploh rešila, ker noben mi ni znal pomagati. Nikjer nisem spoznala osebe, ki je te motnje preživela. In ko sem začela brskati o zdravi prehrani, sem naletela ravno na veganstvo, ne. In potem sem pa mogla postopoma, ne. Začela sem tudi s fitnessom, da sem začela gibati spet svoje telo na zdrav način in pridobila mišično maso, izgubila maščobo in to je pol naredilo tisto maksimalno razliko, da sem jaz lahko funkcionirala. V bistvu sam potek motenj hranjenja je bil tak. Približno leta 2008 sem jaz začela s temi nedolžnimi dietami. Do leta 2011 sem jaz izgubila več kot 20 kilogramov in je bila tista najnižja točka zame. Potem pa sem postopoma začela okrevati in se je v bistvu prikradla še bulimija. To je bilo leta 2012-2013. In takrat, ko sem pa jaz resno začela potem iskati rešitve, je bilo pa leto v bistvu 2013 proti koncu, 2014. In potem se je našlo veganstvo in moja ozdravitev. Ja, ta prelomna točka so bile res motnje hranjenja, ker je bilo res dovolj trpljenja zame.
Poleg tega sem imela pa en kup zdravstvenih situacij, ki jih nisem ravno obravnavala kot neke pomembne. Jaz sem že od dojenčka do 20. leta imela stalno zaprtost, svečke, tretje, klister, pač nekako ni šlo ven iz mene nič. Tako da prebava se mi je totalno uredila. Kožo sem imela zelo aknasto, no, tako da tudi to se je izboljšalo. Slabokrvna sem bila, sem v bistvu jemala pripravke za železove pripravke in to se je tudi potem uredilo. Počutje, veliko bolj se počutim, energije imam več, moji lasje rastejo v daljave, mislim, meni nič ne manjka in se res dobro počutim. Ja, motnje hranjenja so v bistvu eno tako brezno, brez vrha, brez svetlobe, brez neke rešitve. V bistvu noben ti ne pokaže poti, vsi mislijo, da ja, saj boš malo več pojedla, pa kakšen burger, pa tako, pa saj to je samo to, ne. V bistvu hrana je posledica in jaz mislim, da res take osebe rabijo tisti pogovor, ljubezen in pa da te nekdo razume. Ampak ko te noben ne razume, ker nobeden ni šel čez to stvar, nobeden ti ne ve svetovati in si v bistvu počutiš kot ena osamela tam duša na svetu, ne, res. In tudi ta izolacija, ne, jaz sem se sama izolirala, plus okolica me je izolirala, potem posledično, ne. So me vabili ven, pa so me vabili tja, sem rekla, da ne, ne. In pol s časoma ljudje nehajo vabiti, ne. In tista samota te pol še bolj zaboli, ne, ker kdaj bo pa nekdo meni priskočil na pomoč, ker jaz sem zmeraj rada drugim pomagala, ne. In ni bilo rešitve, nisem je videla in sem veliko tudi razmišljala in o samomoru in samo poškodovala sem se. V glavnem muka, ki jo nobenemu ne privoščam. Ja, sam prehod je bil v bistvu malo težaven, ker sem to delala sama, nisem imela v bistvu nobene podpore, jaz sem nekako sama ugotavljala, kaj bi bilo tisto ta pravo. Težko je, ker okolica ponuja samo mlečne sladolede, samo burgerje z mesom, samo, ne vem, pico s sirom, nisem v bistvu opazila teh veganskih opcij, ne, in kamorkoli sem šla, sem si svojo hrano nesla ali pa res jedla tiste priloge, malo riž, zelenjavo, ne, in prehod je bil težek, ampak ker jaz sem bik po horoskopu in sem trmasta in pač, ko se nekaj odločam, vztrajam do konca, tako da pol s časom je postalo vedno lažje, no, ker sem zaupala in v prehrano in v raziskave, ki sem jih brala in nič ni v bistvu mogel premisliti moje ideje o tem, da bom jaz v tem vztrajala. Ja, odziv družine je bil najprej tak malo z rezervo, ker da sem jaz kot res punca s hudo boleznijo probala nekaj takega ekstremnega v njihovih očeh, ne, da ne je živalskih izdelkov, ker že to je vsem normalno, ne, tega v bistvu na vsakem koraku je tega preveč. Tako da so najprej me malo postran gledali, niso čisto zaupali vame, tudi danes še ni čisto to, ampak mislim, da vsem svojim lastnim zgledom, pa ker vidijo, da sem in zdrava in po zimi v bistvu ne zbolim, če sem prehlajena, to v enem dnevu mine in nekako z zgledom, no, probam pokazati, da to pa je prehranjevanje za vsakega in da meni funkcionira. Ja, jaz sem zmeraj v bistvu zelo rada imela živali, tudi doma imamo psičke, zajčke, vse živo, ampak nikoli nisem imela tiste povezave, ne. Ko sem pa začela vegansko se prehranjevati, pa je prišel pol tudi ta etičen vidik in v bistvu, ko sem gledala dokumentarce, kakšno trpljenje se to izvaja nad živalmi, ke raje stran pogledaš, ampak tisti, ki je meso, to more pogledati, ker pač, če prispevaš k temu trpljenju, lahko to gledaš, če pa pač ne, pa potem ne. Ja, kot sem že na začetku povedala, sem svetovalka za bolj zdrav in aktiven življenjski slog. Jaz sem se pred enim letom priključila ekipi Prej po tem, ki v bistvu ljudem svetuje rastlinsko polnovredno prehrano. In ker jaz zaupam v to hrano, jo tudi brez problema komurkoli delim.
in svetujem, tako da v bistvu name se potem obračajo ljudje z raznimi ali zdravstvenimi težavami ali pa čisto normalni ljudje, ki bi hoteli ali malo shujšati, pridobiti mišično maso. V bistvu ta prehrana gre z roko v roki z vsemi situacijami življenjskimi, tako da lahko res vsakmu pomagam. To je taka ena moja strast, ker ko greš čez take življenjske situacije, ki te prisilijo, da v bistvu se začneš zavedati pomena zdrave prehrane, pomena zdravega načina življenja na splošno, to enostavno želiš deliti pol z drugimi in to mene napolnjuje in bom to delala zavedno. Za konec bi rada z vami pa delila še to. Ko enkrat v bistvu svojega zdravja nimaš več, lahko imaš milijon želja. Bolan človek ima samo eno željo. In jaz kot oseba, ki sem šla čez težke stvari v življenju, vem, koliko je pomembno zdravje. Zato ne dopustiti, da vam pobegne, da ga nimate, ker to je ena najpomembnejših stvari, brez katerih ne moreš ti funkcionirati. Če se ti ne počutiš dobro, so odnosi slabši, manj energije, funkcioniraš slabše v življenju. In dejansko, če ste pripravljeni iti na pot spremembe do zdravja, najdite osebo, kateri zaupate, da vam bo pomagala, ker tista prehojena pot, če greš sam, je zelo dolga. Če imaš pa nekoga, ki ti pomaga, ki te malo porine, ki ti malo svetuje, pa pol vse veliko lažje. Tako da imejte se radi, delite dobro energijo in zdravje, predvsem pa objeme, ker tega je vedno premalo je dobrih ljudi in bodite vi zgled s tem. Ok, kaj vam zdaj povedala? A zdaj se hlač ne vidite, ne? Okay. Zdaj se vidi od dekolteja gor. Dobar. Tako je. Ok. Za konec bi rada z vami pa delila še to. Ko enkrat v bistvu svojega zdravja nimaš več,